Zaigrale so orgle, oglasili so se zvonovi. Spoštovani gostje, pevke in pevci, dober večer in pozdravljeni na reviji Primorska poje, ki že 55 let predstavlja zborovsko glasbo širšemu poslušalstvu. Prvič se revija odvija tu pri nas, v cerkvi svetega Danijela v Dornberku in veseli smo tega. Orgle so najmočnejše glasbilo, zvonovi pa so glasbilo, ki se najdlje sliši. Orgle izražajo slovesnost, zvonovi veselje. Oboje ste slišali kot uvod v to revijo. Tjaša Veselič je zaigrala Pierre à Notre Dame in Pastoralo. V zvoniku pa sta pritrkovala Miha in Gašper Harej. Vsi trije si zaslužijo aplavz. Na nocojšnji reviji se predstavljajo 4 pevski sestavi in kot prvi bo nastopil cerkveni mešani pevski zbor Zvon Ilirska Bistrica, ki prepeva že več kot 42 let. Do danes je svojim petjem v cerkvu svetega Petra v Ilirski Bistrici obogatil nešteto bogoslužij. Kulturno se udejstvuje v občini Ilirska Bistrica, izven njenih meja ter meja naše države. Predstavil se je že v Srbiji, Belgiji, Italiji in na Hrvaškem. Zbor vztrajno dviga kulturo na Bistriškem, saj je organizator cikla koncertov sakralne glasbe, ob obletnicah pa izvede samostojne koncerte. Zbor vodi akademska cerkvena glasbenica in profesorica glasbe Damjana Kinderla. Nocoj nam bodo zapeli Händleva Canticorum Jubilo, Horvatovo O Salutaris Hostio in Sonce že zahaja.
Iz Kopra prihaja ženska vokalna skupina Korala, ki deluje že 20 let. Pevke so neomajne, vztrajne, vesele spodbud in pohval, samokritične, s pesmijo na ustih in v srcih. Zelo lepo jim je, ko pojejo povezane v koralnem socvetju, predvsem, ko petje izvabi iz njih pridih nežne lepote in hkrati stvarnosti. V tem času so izdale 2 CD plošči, Korala in še 5 koral. Svojo privrženostjo skupini, z globokim razumevanjem pevskega naboja, poustvarja in že vsa leta usmirja njihov pevski izraz zborovodja Anton Baloh. Nocoj nam bodo zapele Mozartovo Ave Verum Corpus, Trilerjevo Nebeško melodijo in Sister Act.
Komorni zbor Grgar je bil kot vokalna skupina Grgar ustanovljen leta 2006. Zbor od leta 2007 deluje v Novi Gorici. Od ustanovitve ga vodi Andrej Filipič, zadnjih 10 let pa tudi zborovodja Jani Klančič. Novembra 2018 so izdali svojo prvo zgoščenko Ledeni utrinki. Zbor se je novembra lani udeležil regijskega tekmovanja odraslih pevskih zasedb v Postojni in dosegel zlato priznanje. Nocoj bomo slišali Es ist ein Ross entsprungen v 2 priredbah ter Od svetega vida zvon.
pozdravljeni. Pozdravljam vse pevke, pevce, ki smo tukaj v tem večerji, vse poslušalce, organizatorje, najlepša hvala, da smo lahko tukaj. Sem predsednica Zveze pevskih zborov Primorske, ena izmed glavnih soorganizatoric Primorske poje, ki se odvija od februarja do maja na Primorskem, v Italiji, na Hrvaškem, tako da smo povsod. Pevska revija Primorska poje je praznik, ki je posvečen zborovski pesmi, zborovski glasbi, ki združuje preteklost, živi v sedanjosti in spleta pot v prihodnost. Je kot hrana, ki je pomembna za telo, je kot pesem, ki je neizmerno pomembna za dušo in duha. Daje nam moč, da z njo izražamo svoja čustva in je rešilna bilka, s katero si pomagamo na marsikateri življenjski preizkušnji. Pevska revija Primorska poje šteje že 55 let. Je veličastna manifestacija, ki bo letos pela na 35 odrih in na katero se je prijavilo 210 zborov, kar skupaj predstavlja več kot 3500 pevskih glasov. Letošnjo Primorsko poje posvečamo Aldu Kumarju, ki v letu 2024 praznuje svoj okrogel 70. jubilej. Je Primorovc, zborovski skladatelj, skladatelj scenske glasbe, kompozitor simfonične in komorne glasbe, pedagog, prejemnik 3 Borštnikovih nagrad za gledališko glasbo, ustanovitelj in vodja glasbene skupine Ambot, še bi lahko naštevali. V letošnjem letu prav tako praznuje svoj 80. rojstni dan Janko Ban, ki ga prav vsi dobro poznamo in spremlja revijo Primorska poje skoraj od samega začetka. Da se pohvalimo še o tem, da Primorska poje ni samo muha enodnevnica, lahko povem, da se nam tudi vsako leto pridružujejo vedno novi zbori. In sicer v letošnjem letu imamo 17 zborov in 13 zborovodij, ki prvič sodelujejo na reviji Primorska poje. Prav tako imamo v letošnjem letu zborovske jubilante. In sicer 130 let delovanja praznuje mešani pevski zbor iz Divače, 120 let delovanja praznuje moški pevski zbor Kras iz Opatjega sela, 40 let delovanja praznuje mešani pevski zbor Društva upokojencev Avgust Šuligoj, 7 zborov ima v letošnjem letu 30 let, 2 zbora 20 ter po 3 zbori 10 let delovanja. Zakaj je Primorska poje tako unikatna? Zaradi tega, ker se na istem odru srečujejo raznorazni zbori. Na naših odrih nastopajo klape, nastopajo ljudski pevci, cerkveni pevski zbori. Tako da imamo pestro izbiro vseh pevskih zborov, ki so se prijavili na Primorsko poje. In kaj je tisto, ki nas povezuje skupaj v eno celoto? Pesem, petje. Izmenjevanje skladb, izmenjevanje življenjskih in pevskih izkušenj, strast, ponos, naša dediščina, vez s preteklostjo in konec koncev nam pesem in petje prineseta radost in nasmeh na usta. Povzdigneta nas visoko v nebo in nam odpreta predele srca, ki jih drugače morda ne bi nikoli odprli. Še enkrat bi se zahvalila pevkam, pevcem, zborovodjem, pevskim podpornikom. Hvala organizatorjem tega čudovitega večera tukaj v cerkvi svetega Danijela v Dornberku. Hvala, da ste nas sprejeli in hvala, da smo letos lahko prvič z vami. Naj samo rečem, da lahko postane tudi tradicija v vašem kraju, tako da, če nas boste povabili še kakšno leto naprej, bomo sila zadovoljni. Hvala Društvu Zapisi za tako lep sprejem. Hvala Javnemu skladu Republike Slovenije iz Nove Gorice. Hvala za ta prijeten večer tukaj in naj samo povem še, da Primorska poje temelji na iskrenem prijateljstvu, ki predano in ustvarjalno živi za pesem. Bodimo ponosni, da smo Slovenci, ne glede na to, kje smo. Naj se skozi peto besedo širita naša srčnost in ponos. In samo da zaključim s sloganem letošnjega leta,
naj pesem srca prebudi. Hvala. Večer bo zaokrožil komorni zbor Ipavska, ki že 25 let združuje pevce iz različnih koncev Vipavske doline. Do leta 2014 jih je vodil dirigent Matjaž Ček, nato so zbor vodili različni dirigenti, zadnjih 5 let pevce vodi Damjana Vončina. Zbor organizira mojstrske tečaje, sodeluje z drugimi zbori, se udeležuje tekmovanj doma in v tujini. Leta 2023 je bilo zelo uspešno leto, saj so iz Češke in iz Črne gore vrnili z najvišjimi uvrstitvami. Oktobra 2023 so praznovali 25-letnico delovanja in začrtali nove poti in ideje. Nocoj bomo slišali Crucifixus a Otto, Den hat seinen Engeln befohlen ter Morning Star.
Tako, pa smo prišli do konca nocojšnje revije. Iskrena zahvala gospodu župniku Boštjanu, vsem, ki ste pomagali pri organizaciji, Tjaši Veselič na orglah in vsem nastopajočim. In seveda vsem, ki ste se v tako lepem številu odzvali našemu povabilu. Sedaj pa vse pevce vabim, da se združijo skupaj in se v tej tako preprosti, a veličastni pesmi Marijini poslovimo. Hvala lepa in lahko noč.